Spoštovani predsednik in dragi prijatelji, člani glavnega odbora. Predvsem se vam zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga pravkar izkazali. Moram pa reči, da me tale listina moje srce prizadeva, ker so mi pa vgradili srčni vzpodbujevalnik, pa to ne bo imelo nobenih slabih posledic. Želel bi pa danes ob tej priliki, ko sprejemam to čast, spregovoriti nekaj besed o vrednotah, za katere se naša zveza bori. Želel bi pa govoriti tokrat o vrednotah, o katerih sem govoril vseh 10 let svojega mandata. Danes bi pa želel postaviti ogledalo vrednotam, ki smo jih izborili pred 70 leti, ki so se v teku narodno-osvobodilne borbe izbrusile in ki jih želimo uveljavljati danes in v bodoče. Prva in glavna vrednota je bila napisana v program Osvobodilne fronte, ki jo mi, Zveza borcev, v svojem delu in v svoji borbi nadaljujemo. To prvo načelo pa dobesedno pravi: proti okupatorju je treba voditi neizprosno oboroženo borbo. Kaj to načelo, ta usodna odločitev, kot bi rekel France Bučar, kaj ta usodna odločitev pred 70 leti pomeni za današnji čas? Ko je Osvobodilna fronta 41. leta to usodno odločitev objavila, so malodušni na to odgovorili: cena bo previsoka. Kot je rekel Churchill, znoj, solze in kri. In ustanovni očetje Osvobodilne fronte so se zavedali, da bojo to solze, znoj in kri. Vendar so tisti, ki so na začetku govorili, da je cena previsoka, kasneje vzeli orožje od okupatorja in to ceno ogromno povečali, pa se niso nič spraševali za ceno. Finžgar je v svojem eseju Leta mojega potovanja napisal, pravi: denar, obleko in orožje so vzeli od našega smrtnega sovražnika. To je v vesoljnem svetu največja sramota. To je bolečina vseh bolečin. Prišli smo v razdobje druge svetovne vojne. Razdobje med prvo in drugo svetovno vojno je imelo svoje značilnosti. V preteklem stoletju vidim, da ste
mnogi že kupili knjigo mojih pogovorov z gospo Kušarjevo. V teku tega stoletja smo dejansko imeli 3 vojne. Prvo svetovno, drugo svetovno vojno in tretjo hladno vojno. Clausewitz je svoje čase rekel, da je vojna nadaljevanje politike z drugačnimi sredstvi. Jaz bi pa to obrnil pa rekel, da je bila hladna vojna nadaljevanje vroče vojne z drugačnimi sredstvi. In ta hladna vojna se je potem razvila v krizo svetovnega finančnega kapitala. V teku hladne vojne je namreč kapital zavil svet v mrežo finančnega kapitala. In ta mreža danes v svetovni relaciji doživlja krizo, ki jo preživljamo tudi mi. In tako smo se znašli v samem srcu te krize. Iz te krize se skušamo in želimo rešiti, pa prihajajo malodušni. Pred vsega par dnevi sem na ekranu gledal gospoda vsega oblečenega v črno in govoril je besede, ki so mi odzvanjale na to, kar sem slišal 41. leta. Je rekel, cena je previsoka. Lahko bi dobili nižjo ceno, če bi prosili trojko, da pride in dela red. In zgrozil sem se. Po 70 letih, ko postavimo gledalo, ponovno isti problem, pa ne gre za ceno. Ni šlo za ceno takrat, ne gre za ceno danes. Gre za samozavest, gre za človekovo dostojanstvo in čast. Dostojanstvo in čast smo branili takrat in jih branimo danes, in to je vrednota, ki je veljala takrat, ki velja danes in za katero bomo narodu lahko izborili prihodnost, kakršna mu velja. V programu Osvobodilne fronte smo zapisali, da po narodni osvoboditvi Osvobodilna fronta uvede dosledno ljudsko demokracijo. Žal, tega nismo izvršili. Takoj po vojni nismo uvedli ljudske demokracije, ampak monistični sistem. Vendar sporočilo Osvobodilne fronte, za katerega je Kocbek napisal v svoj dnevnik, da je bila to največja pridobitev osvobodilnega boja, ljudska demokracija. In če ste poslušali vstajnike tamle na Kongresnem trgu ali pa v drugih mestih po Sloveniji, oni so prav tako zahtevali poglabljanje, dopolnjevanje demokratične oblasti. Parlamentarna demokracija, ki smo jo uvedli v 90. letih,
Ni dovolj. Pokazalo se je, da ni dovolj. Če gledate tretji program televizije, potem vidite, da pogosto polemične razprave med parlamentarci niso to, kar bi ljudstvo želelo. Mi smo pa v ustavo napisali v 3. členu: oblast v Sloveniji ima ljudstvo. Zaradi tega, ker ima oblast ljudstvo, je parlamentarno demokracijo treba dopolniti, ne da hočemo uničiti parlamentarno demokracijo, ampak parlamentarna demokracija ni dovolj. Treba jo je dopolniti z instrumenti participacije. Ljudstvo ne more samo enkrat v 4 letih voliti svoje poslance. Ljudstvo mora tudi nadzirati, kontrolirati delo poslancev, delo zakonodavcev. In to zahtevajo vstajniki in se jim pridružujemo v tem tudi mi. Ko pa rečem zakonodajalci, prihajam do 3. stebra naših vrednot. Zakon. Ko smo imeli prvi parlament v Črnomlju, februarja 1944. leta, smo v izjavi o pravicah in dolžnostih slovenskega ljudstva napisali med osnovnimi pravicami zakonitost, enakopravnost. Zakonitost. Zakon je osnova vladavine prava. Pravo, pozitivno pravo, zakoni so pa to, kar so naši zakonodajalci lahko iz tekoče prakse zaključili in uklesali v pravila, ki ustvarjajo pravno državo. Nad pravom je pa pravičnost. Francoski davni filozof Blaise Pascal je rekel: so resnice srca, ki jih razum ne pozna. Lahko bo zakon rekel: ne more biti retrogradnega učinka zakona. To jurisprudenca tako utrjuje in to je res. Ampak srce pravi, ni to dovolj. Pravičnost je večja od prava. In kakor se družba razvija, tako družba tudi generira nova pravila. Pravila, ki se približujejo pravilom pravičnosti. In ne samo pravičnost, tudi solidarnost. V 8. točki programa Osvobodilne fronte smo takrat zapisali, da bo slovenski narod odločal o svoji notranji ureditvi, o družbeno-ekonomskem redu, ki ga bo ustanavljal, sam. In smo to točko, 8. točko temeljnih točk Osvobodilne fronte dopolnili z besedami:
to pravico bomo branili z vsemi sredstvi. Z vsemi sredstvi bomo branili pravico, da sami odrejamo pogoje, v katerih bomo v naši družbi živeli. Ali boste potem to imenovali socialna država, ali socializem, ali solidarnost, to je za mene sekundarno. Ampak to, kar mi je govoril v času vojne tamle pod šotorom v Veliki Gori, preprosti partizan iz Ribniške doline, ki mi je rekel, veš, Tine, moramo ustanoviti novi svet. Novi svet je hotel imeti ta borec, ki se je spontano dvignil takrat v borbo, in vstajnik današnjega dne hoče imeti pravično družbo, hoče imeti novi svet. Kapitalizem, neoliberalistični kapitalizem, v kakršnega smo zajadrali, se upira človeški vesti. Ni samo prišel v krizo, prišel je in povzročil je globoko moralno krizo. Govori o potrošništvu. Ni samo potrošništvo, ampak je tudi to, da industrija javnega mnenja, naj mi telekamere to oproste, industrija javnega mnenja vpliva na človekove odločitve, ustvarja stereotipe, ki potem ustvarjajo virtualno resničnost, ki ni identična z pravo resničnostjo. In dalje, borili smo se za suverenost. V temeljno ustavno listino smo zapisali sledeče besede. Republika Slovenija je že bila država po sedaj veljavni ustavni ureditvi. Republika Slovenija se je rodila v krvavi borbi v teku narodno-osvobodilne borbe. Se je rodila od odločitve 41. leta, da se vrhovni plenum Osvobodilne fronte pretvori v Narodno-osvobodilni odbor, preko volitve narodnih odborov. Vse to je Bogdan Osolnik nedavno v Kočevju v prekrasnem govoru govoril in razložil. Pa preko Kočevskega zbora, črnomaljskega prvega parlamentarnega zasedanja do ustanovitve prve izvirno slovenske vlade 5. maja v Ajdovščini 45. leta. Tako se je rodila slovenska država in to je bilo potrjeno tudi 91. leta z Badenterjevimi odločitvami. Slovenska država se je 91. leta osamosvojila, rodila se je pa v narodni osvobodilni borbi. To je naša država,
primorski politik Engelbert Besednjak je pa nekoč tako lepo dejal: režimi prihajajo in odhajajo, država in narod pa ostaja. Država je naše skupno gnezdo, država je naša domovina. Ni vprašanje, kdo vlada v tej državi, ampak država je naš ponos, je naš simbol, je tisti ponos, ki nas identificira pred svetovno skupnostjo. Zato je vprašanje naše domoljubnosti, vprašanje spoštovanja naše države. Država ni lastnina nikogar in nihče nima pravice, da si prisvaja državo. Država je zaščitnik naših pravic. Država ne odreja naše pravice. Mi smo rojeni z neodtujljivimi pravicami do svobode vesti, svobode besede, svobode združevanja in zborovanja. In to smo v Črnomlju zapisali v slovito izjavo o pravicah in dolžnostih slovenskega ljudstva. In končno, tovarišice in tovariši, strpnost. Veliko se je govorilo o spravi. Po četrt stoletja plemenitega začetka, ki ga je gospa Hribarjeva z svojim esejem o zločinu in kazni začela v 80-ih letih, je morala ona sama letos julija v eseju, ki ga je objavila v sobotni prilogi Delu, izreči besede, da je katoliška cerkev žal, kot reče, spravo napravila za paravan razrušilne rabote. Jaz bi ne uporabljal srbizem paravana, ampak bi rekel krinka. To je postala krinka za kompromitacijo in kriminalizacijo partizanstva, ki je najbolj veličastno dejanje v slovenski zgodovini. In kaj se je zgodilo? Da je ena institucija, ki pravi, da je študijski center, sebi prisvoji naslov sprave. Če pa pogledate, kaj ta institucija objavlja, je pa vse samo eno obrekovanje partizanstva in narodno-osvobodilne borbe. In kar je še bolj tragično, v policiji ustanovijo posebni oddelek, ki se imenuje sprava. In kaj ta oddelek dela? Preiskuje partizane kot zločince, kot kriminalce. Jaz sem slišal med našimi tovariši, moram reči besede, ki so mi takrat težko padale. To je bilo kmalu po prehodu 90-ih let, ko mi partizanski tovariš reče, nazadnje bomo morali še pred sodiščem odgovarjati, da smo domovino branili. Žal je to, kar je cinično ironijo ta moj tovariš hotel, žal je to
postala resnica. Zaradi tega rečemo, ne sprava, ki je bila zlorabljena, rabimo pa pomiritev. Kot je bivši predsednik republike rekel, dialog, dialog, dialog. Moramo se pogovarjati. Edino tako in edino na tak način prihajamo do 7. stebra vrednot, za katerega se borimo, in ta stebr se imenuje poštenost. Poštenost pokriva vse. Ali če hočete, tako kot je rekel v odi Osvobodilni fronti Oton Župančič, Osvobodilna fronta nas čuva, nas brani, Osvobodilna fronta je zvestoba med nami. Hvala lepa.